Dober dan iz ljubljanskega studia 136. To so Vesti na Vesti. Danes zadnjič pred poletnimi počitnicami. Spet bomo z vami 16. avgusta. Ne skrbite, Sloveniji gre dobro. Celo zelo dobro. To vam zagotavlja predsednik vlade, ki je uspehe zadnjega polletja predstavil novinarjem. Za njegove besede je bilo toliko zanimanja, da je to presenetilo celo Janeza Janšo. Dober dan. Predsedniku vlade smo postavili vprašanje, kdaj je izvedel za nakup prisluškovalne naprave na Ministrstvu za obrambo. Kar se tiče te naprave, sem bil v obstoju podrobneje seznanjen, zdaj, ko je prišlo te polemike. Podrobneje seznanjen? Kako podrobno Janez Janša ni povedal, je pa pojasnil svoj odnos do takšnih naprav. Moje mnenje glede teh naprav se ni nič spremenilo, koliko bi takšna naprava obstajala in delovala v Sloveniji, bilo to enako sporno kot v primeru podobne naprave, ki jo je uporabljala nekoč v Sloveniji Slovenska obveščevalno-varnostna agencija. In kaj je vedoželjnim predstavnikom medijev še povedal premier? Vlada pospešeno uresničuje strategijo razvoja Slovenije. Rast je izjemna. Preseženi so vsi načrti, podpisan je socialni sporazum in pripravljena nova razmerja v javnem sektorju. Sprejetih je bila kopica zelo pomembnih zakonov o prostorskem načrtovanju, o revizijah, o službi v vojski in podpornem okolju za podjetništvo. Vladni obiski v regijah so pokazali velik napredek, ki pa bo še večji, ko bo sprejeta pokrajinska zakonodaja, kar se bo zgodilo kmalu. Vlada se pripravlja na predsedovanje in vstop Slovenije v šengensko območje. Mnogo je bilo mednarodnih obiskov. Skratka, vlada je optimistično razpoložena. Ali vsaj realistično, kot denimo v primeru odnosov s Hrvaško. Glede na notranjo politično situacijo na volitev v sosednji državi, na zgoščen čas, ki čaka Slovenijo v zvezi s predsedovanjem Evropske unije, in tudi glede na parlamentarne volitve naslednje leto. Nekega zelo produktivnega mestnega obdobja ni veliko, tako da bo v avgustu in septembru jasno, ali bomo tukaj lahko dejansko naredili nekatere korake naprej. Kljub temu je predsednik vlade tudi glede tega vprašanja optimist. Gre pač za dobro voljo, za veliko dela in za veliko truda, ki je bil vložen v nek projekt, za katerega ne moramo naprej reči, da bo uspešen. Lahko ne bo nič iz tega, in smo samo izgubili veliko časa, ampak jaz sem optimist in skoraj zagotovo ne pri nas, ne na Hrvaškem ne bo neke 100% podpore tem predlogom, ki bo v vsakem, ali pa rešitvom, ki bo v vsakem primeru kompromisni, ker drugače teh stvari ni možno rešiti. Pričakujem pa veliko večinsko podporo. Premier Janša se je dotaknil tudi inflacije, edinega neprijetnega gospodarskega kazalca, ki spremlja uspehe njegove vlade, ki pa se mu ne zdi zaskrbljujoč. Samo rečem, da bo vlada še naprej pazljiva pri uporabi tistih inštrumentov, ki jih ima v rokah, ampak je lahko pazljiva že doslej. Ti ukrepi niso vplivali na te dvige, ki smo jih obeležili, ki pa niso dramatični. Dramatično je bilo takrat, ko smo imeli še enkrat večjo inflacijo kot gospodarsko rast. Največ časa pa je ob predstavitvi vladnih uspehov namenil načrtovani izgradnji igralniško-zabaviščnega centra v Novi Gorici. Poudaril je, da Hit ni dovolj obveščal javnosti o projektu, ki je po njegovem mnenju zelo dober. Bilo narejenih nekaj napak, ki jih ne razumem, povsem glede na to, da gre za projekt, v katerem bo ohranjeno slovensko lastništvo, da gre za projekt, ker bo igralniška dejavnost v manjšini, gre za kombinacijo turistične ponudbe oziroma za ponudbo tako imenovane industrije preživljanja prostega časa za bogate goste. To je globalna industrija, ponuja oziroma prinaša delovna mesta, ki niso ogrožena s globalizacijo, ampak ki globalizacija pravzaprav omogoča.
5. avgusta bo začel veljati zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. O tem, kaj se bo spremenilo za njih, smo povprašali gostince, ki jih novi zakon očitno niti najmanj ne moti. Čeprav jih mnogo sploh ne ve natančno, kdaj bo začel veljati, slabo pa so seznanjeni tudi z njegovo vsebino. A imaš kaj ognja, ljubi? Jaz mislim, da ne bo prav velikega vpliva, razen tega, da bomo šli dišeči ven iz lokala. Ljudje se bojo morali navaditi, tujci so navajeni, tujci grejo ven, kada vidijo, da kadijo, grejo ven, naši se bojo pa morali navaditi. Bine, niso probleme, jaz bom še vesela. Bomo treba v dimu živeti, pa še manjkrat bom pobelila. Predsedniški kandidati letos ne bodo imeli počitnic. O Peterletu, Gaspariju in Türku komentar dneva z velikim veseljem Miša Molk. Vročina se plazi pod nogami, kravate so zapustile lastnike. Borut Pahor si je nadel za par številk preveliko srajco, ki kar plapola na njem, da zrak lahko enakomerno kroži. Stilisti na predsedniških kampanjah ne bodo imeli veliko dela. Kandidatom in kandidatkama bi tudi odsvetovala vsakršne uradne tečaje javnega nastopanja, da me ne bi v jeseni dolgočasili s svojimi kloniranimi kretnjami. Saj veste, tisti zategli prsti, ki se stiskajo v stolp, skušajo pa govoriti o odprtosti. Kretnje morajo sproščeno podpirati besede, nakazovati človekov značaj, živahnost ali uglajenost. Morda bi veljalo podelati le to, kako se odzivati na nevljudno repliko proti kandidata, da jih ne bi zalotila v kakšnem kislem, spodletelem nasmešku ali nebrzdanem trzljaju. Ker ima predsednik predvsem reprezentativno funkcijo, bodo zagotovo vprašanja v kampanji tudi bolj osebne narave. Vemo recimo, da se Peterle dobro razume s čebelami, da ima sonoren glas, zlasti kadar pritegne svoj bariton, vemo, da igra šah in da je jadralni letalec, da rad izvleče harmoniko in če ni dovolj prostora, iz žepa potegne kar tisto malo ustno. Po horoskopu rak. Pa poglejmo še k Danilu Türku. Precejšna neznanka, kar se privatnega življenja tiče. Rojen v znamenju ribe. Rad je kuhal, ker žena kuha bolje od njega, je odnehal. Igra mogoče bridge? Ne, starši so mu v otroštvu kartanje odsvetovali, no skoraj da prepovedali. Ker si predstavljam Peterleta, kako se zavihti med ritmi polke, bi morda Türku prisodila kakšen dunajski ali angleški valček. Med polko bi si lahko polomil gležen. Ali pa ne. Bil je namreč kar zavzet smučar. Plava nad vodo in ne pod vodo, ker je imel s potapljanjem neprijetne izkušnje. Po moje se tudi nerad skuštra. Bi mu pripisali kavbojski pas z veliko kovinsko zaponko? Verjetno ne, pa si ga včasih z veseljem zategne. Se pa tudi Türk že mehča, dopustil je kameri, da je sledila njegovemu nakupu solate. To pri Gaspariju ne bi uspelo, saj je njegova še najbolj človeška zgodba to, da je dolgih 5 ur preživel ob svojem psu pri operaciji. Zdaj se bodo zgodbe začele gostiti. Nekateri jih bodo ustvarjali sami, za nekaterimi bodo brskali drugi. Ja, zanimivo bo. Zanimivo in upam, da bodo res pokazali, da so iz krvi in mesa. To pa absolutno. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Zadovoljivo. V ljubljanskem Kudu France Prešeren se danes začenja Trnfest, menda edini povsem brezplačni festival v Sloveniji, ki bo trajal vse do 1. septembra. Večje število domačih nastopajočih na že 16. Trnfestu je, kot pravi Vito Rožej, tudi posledica pomanjkanja finančnih sredstev. Problem, ko rečemo, tega festivala je to, da je brezplačen. To je problem za nas, za gostovalce, pa seveda to je problem. Druga reč je pa, da seveda poteka na našem dvorišču, što pa za nekatere financerje to potem ni javna površina, ker ni v lasti mesta ali pa države. Tako se je Zavod za turizem letos odločil, da bo raje izdatneje financiral Emonsko promenado, sestrski festival Trnfest, če tako rečem, ki poteka na Emonski ulici, ki je javna površina, tudi kar se lastništva tiče. Kljub temu v Kudu napovedujejo pestro avgustovsko dogajanje. Mogoče v skladu z otvoritveno predstavo letošnjega Trnfesta, tudi fruti. Vsega pomaram za vse. Še vreme? Na Krvavcu in Voglu je smuka neugodna, morda boste imeli več sreče na Kaninu. Pred odhodom jih raje pokličite po telefonu. Lep pozdrav iz ljubljanskega studia 136, to so bile zadnje predpočitniške vesti na Vesti. Se vidimo.